Po novem letu človekove pravice tudi v Sloveniji. Borut Pahor v državnem zboru z novo maskaro. Dušan Semolič nehote eksplodiral. Predsedniku vlade otrdel disk. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je ob dnevu človekovih pravic pripravila slavnostni sprejem. Nepričakovano se ga je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki pa je kasneje, še isti večer, govoril na proslavi posvečeni političnim zapornikom med leti 1945 do 1991, kjer se je med drugim opravičil tudi samemu sebi. Bilo je krivično, kar sem vam storil. Imeli ste prav. Tisti, ki so vas sodili in preganjali, pa so ravnali narobe. V studiu 148 pa je včeraj dramski oddelek Vesti predstavil politično veseloigro Oblast. Tule je odlomek. Prekleto, kaj ti pa je? Dober dan, Maja. V Janovem imenu se ti opravičujem. Halo, saj mi nisi ti udaril. Seveda ne, prav zato se mi ni težko opravičiti. On naj se mi opraviči. Vidiš, draga Maja, tu je pa problem. Jan se ti namreč ne more opravičiti, ker je v upravičenost svojega dejanja, udarca po tvoji glavi, prepričan. Pa tudi spizdil je in ga ni več tukaj. Zakaj se mi torej opravičuješ ti? Zato, ker vzdržujem potrebno distanco do Jana. Njegovo dejanje preziram, s svojim opravičilom pa ustvarim videz mučenika, ki mora silom okolnosti skloniti glavo in se vsaj na videz ukloniti nekakšni višji sili, ki terja opravičilo. Tako, veš, navidezno ponižan in skrušen, lahko zlahka poberem simpatije naključnih mimoidočih in mladih deklet, kot si ti. Če prav razumem? Da, Maja, prav me razumeš. Pojdiva in prediskutirajva. Pojdiva. Pa kaj v fitness hodiš? Zdenka Čebašek Travnik pa je ob dnevu človekovih pravic zavest komentirala tudi položaj izbrisanih. Glede izbrisanih pa nisem prav optimistična, kajti država kot taka nekako išče in že predolgo išče rešitev, ki bi zadovoljila vse. Bojim pa se, da take rešitve, ko bi bili vsi zadovoljni, preprosto ni mogoče najti in da bo treba nekje se dogovoriti, da je Ustavno sodišče tisto, ki je ponudilo rešitev in to rešitev sprejeti. Izbrisani so pred Vilo Rožnik, kjer je bil slavnostni sprejem, opozarjali, da njihov status po 16 letih še vedno ni urejen. Prihajajočim gostom so delili dopise s svojim protestom. Vlada. Uspeh. Tole morate predati. Podpirkava nas kot tole izrečimo in hvala za podporo, kakršno koliko. Ja, hvala lepo, da bom to pogledal, se vaš problem poznam. Najzanimivejši pa je bil pogovor izbrisanih s poslanko SD Majdo Potrata. A ste vi Slovenka, gospa? Ja, jaz sem Slovenka. Iz parlamenta vas poznam, mislim, po jaz sem Majda Potrata. Ja, tako je, pravilno. Jaz pa Anton Debevec. Pa tudi Slovenec, pa mene so zbrisali, zakaj pa vas niso, ne vem. Zakaj mene niso? Ja, to pa je jasno. Ampak sva oba Slovenka. Zato, ker sem jaz informbirojev Skodete, veste. Jaz sem informbirojev Skodete, zato me niso jutri. Sem jaz sem. Kdaj je bil pa ta informbiro, če mi lahko poveste? Leta 48, ne? Pa do 53, ne? Ja, jaz sem otrok obupa, pravi moj mož. Predsednik Socialnih demokratov Borut Pahor, ki mi je mimogrede zelo všeč, vedno tako lepo oblečen in kot iz škatlice, je razglasil, da je strankin kolegi sprejel predlog, da bo mandatar v primeru njegove zmage na volitvah on sam. Takole pa je odgovoril na naše vprašanje
koliko si tega res želi. Doslej sem jaz junija sprejel neko odločitev, ki je bila povezana ne samo z mojo, ampak z strankino usodo. Tako sem se odločil zato, ker sem skupaj z mojimi prijatelji v stranki in ob njej ocenil, da morda prvič v zgodovini Socialni demokrati lahko uspemo na volitvah, morda celo zmagamo. Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov so opozorili na težave zaposlovanja mladih. Dušan Semolič je ob tem spomnil vlado na vsebino že podpisanega sporazuma. V socialnem sporazumu, ki smo ga podpisali sindikati, delodajalci in tudi vlada, je dogovorjeno, da bo država spremenila zakonodajo na način, da bo dala delodajalcem spodbude zlasti za zniževanjem davkov in prispevkov, če bodo zaposlovali mlade za nedoločen čas. Odgovoril pa nam je tudi, kaj si je letos zaželel za novo leto. Napredek za pogajalsko mizo z gospodi delodajalci. Kajti, če se bi to zgodilo, potem bi lahko vso to energijo, ki jo imamo, usmerili za kaj drugega. Če tega pa ne bo, bomo zagotovo se borili z dedkom Mrazom, pa še s kom, da bi delavci v letu, ki je pred nami, da bi se njihov standard popravil glede na naše zahteve. Torej, želim si, da bi delodajalci dali tisto, kar bi moral dati dedek Mraz. Slovenija, 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 kulturac. V Kiberpipi smo ujeli priprave na 4. NoLAN party. To je tekmovanje o starih računalniških igricah, ki je pravzaprav že tradicionalno postalo v našem muzeju in je ugotovili smo, da so te stare igrice izredno popularne. A vam je ta sound kaj znan? Vam je tale igrica kaj znana? Bubble Bubble. Tole je računalnik, ne? To ni tipkovnica. Ja, računalnik in tipkovnica je. Kar pomeni, da? Kar pomeni, da je tipkovnica in računalnik v enem. In tlele smo bolj propali na Navadnem TV, in zdaj tukaj imam pred sabo pa en tak, kako bi temu rekel, navodilco, skriptico, ki opisuje programski jezik Basic. Iz katerega časa so tele mašine? 80. 82? To nekje. Ja? Zdaj bomo nekaj sprogramirali. Postreliti moraš določeni... Aha, vidim. A zdaj smo strelili? Zdaj lahko tisto zadevo na oni strani pobereš. Ja, pobereš. Kako? Skoč. Aha. Si videl to? Commodore, Bibble, Bubble, Bubble, Bubble. Spektrum, Manic Miner. Na sprejemu pri varuhinji človekovih pravic so nastopile rožmarinke. Zbrani so bili slovesno dostojanstveni. Še vreme? Halo? Danica Lovenjak, prosim. Halo, Jonas pri telefonu. Ženske so tečne, dež bo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.